Slaba banka je posebno podjetje, ki ga običajno ustanovi država ali pa tudi banke same, ki jim zaradi nevračanja posojil zmanjkuje kapitala in ne morejo normalno poslovati. Slabo banko lahko spet začnejo opravljati funkcijo dajanja posojil gospodarstvu, kar je osnova za gospodarsko rast in blaginjo državljanov. Slaba banka je na začetku za nas bila rešitev. Prvi zaradi tega, kot vidite, gre za neko omrežje, ki deluje v NLB že desetletja, ki ni prepoznalo napak, pranja denarja in vsega ostalega. Zaradi tega smo bili primorani mi v drugi Janševi vladi nekako postaviti slabo banko, kjer smo prenesli. Banke so si pred krizo nakopičile toliko slabih posojil, da ne morejo več kreditirati gospodarstva. Podjetjem so posodile denar, zdaj pa so ta posojila prenesena na družbo za upravljanje terjatev. Glejte, če se že dotaknemo slabe banke, osnovno poimenovanje je drugačno. Družba za upravljanje naložb. In ona to ne počne. To je družba za razporodajo skupnostnega, če hočete, bivšega družbenega premoženja. Takrat smo bili poskusni zajček, to je jasno, je nek natek, so neke obljube, da ne bi bila v naslednjem mandatu neka druga preiskovalka. Če se pa pogovarjamo že o bankah, jaz sem dobesedno za neke preiskovalke, ki je dobila ime po Janiju, o pranju denarja prišel. In kaj cela ta zgodba govori, glejte, sam predsednik države je rekel, ja, moja generacija politikov je mislila, da naredimo inštitucije, pa bojo funkcionirale same po sebi. Daleč od tega, 1700 strani dolgo poročilo o bančni luknji ugotavlja odškodninsko in kazensko odgovornost za uprave NLB-ja in NKBM-ja, ki so jih vodili Marjan Kramar, Draško Veselinović in Matjaž Kovačič. Ker je Banka Slovenije zanemarila kreditna tveganja, nosi objektivno odgovornost nekdanja guvernerja Mitja Gaspari in Marko Kranjec, pa tudi subjektivno. Toda kaznovan še ni bil nobeden. Bom odkrito rekel, in to je moje osebno mnenje in tudi mnenje Levice, vse mi imamo NPU, ki mu v slengu rečemo FBI. Mi moramo te ljudi opolnomočiti in seveda tudi morajo prevzeti odgovornost. Ne pa, da imaš ti neko zgodbo, ko imaš, dva oddelka policije s skupnim hodnikom, pa nek kostanj prelagajo en na drugega. Ustanavljanje nekih novih inštitucij ni nujno, da je neka pot, ki bo prinesla rešitve. Veste, mi na vse zadnje niti nimamo tako slabe zakonodaje, ampak se v praksi ne izvaja. Posledično se bodo v stranki, ki je zmagala na letošnjih volitvah, lotili prodaje največje slovenske banke, Nove Ljubljanske banke. Naša, lahko rečemo, naloga bo predvsem prodati NLB. Mi bomo plačali veliko mandatno kazen, koliko se to ne bo zgodilo v najkrajšem času. Tu ni dobenih pogajanj več z Evropsko komisijo. Veste, Hagnova komisarka je povedala, tu ni pogajanj. Glejte, tu je lahko kazen 400-500 milijonov na tem področju. Kakšen epilog, če sploh lahko pričakujemo, bo odvisno od nove vlade, ki bo vsaj na tem področju morala čim prej ugrizniti v kislo jabolko in kaznovati tiste, ki so jim tekom preiskave dokazali nepravilnosti.